lekcijo. Tako. Skratka, kaj je drugačno od letošnjega razpisa je, da ima letošnji razpis odprt rok prijave. To smo v bistvu kar nekaj let si želeli, da se vam ne bi bilo treba prijavljati tako bianko bi rekla, ampak da si pač najdete delodajalca in imate možnost, da se prijavite za praktično usposabljanje. Razpis ste si verjetno ogledali na naši spletni strani pod mednarodno pisarno, pod zavihkom Erasmus. Tam najdete navodila za prijavo in kar je seveda zdaj res trenutno drugače, je, da se prijavite, ko že najdete delodajalca. Torej, ko imate že potrjen ta študijski sporazum za prakso in je že ta sporazum podpisan z vseh treh sodelujočih, torej vas, vašega oddelčnega koordinatorja in delodajalca. Prijavi je potrebno nujno priložiti še motivacijsko pismo. Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1.6. do 30.9.2023. Zakaj že od 1.6.? Tako je pač po Erasmus programu in je pa tudi res, da jim je letos zmanjkalo sredstev iz preteklih let, ker se je nekaj kombiniralo s covidnimi leti in da bi lahko pač sfinancirali še tiste, ki bi morda poleti si najdli prakso, je ta razpis odprt za, ima upravičeno obdobje že od 1.6.2022. Zadnja možnost prijave, vkolikor bodo sredstva zadoščala, pa bo 1.7.2023. Prijavite se preko Visa. Zdaj trenutno morate izbrati verjetno leto 2022-2023, ker je prednastavljeno še mislim, da na 2021-2022 in prijavi priložite, kot rečeno, že ta obrazec, ki je že potrjen, podpisan strani vseh in pa motivacijsko pismo, s katerim mora pa biti vaš oddelčni koordinator tudi seznanjen in ga je ob potrditvi prakse tudi prebral, prejel. Kaj mora biti v tem motivacijskem pismu? Skratka, vaša praksa mora na nek način biti povezana s področjem študija na vašem matičnem oddelku. Zdaj, to je seveda lahko zelo široko gledano, da dobivate pač različne izkušnje, delovne izkušnje v tujini, ampak nekako iz vašega motivacijskega pisma pa mora biti razvidno, kako bo to vaše usposabljanje v tujini prispevalo k vašem izobraževanju in vaši zaposljivosti. In tudi nekako predstavite to institucijo, da imate vsaj nekaj osnovnih podatkov, kaj boste delali, kakšna je institucija, pač te osnovni podatki, da veste, kam greste in da tudi vaš oddelčni koordinator ve, kakšno prakso vam podpiše. Kar je še drugačno in tukaj vas pač na to opozarjam je, da bodite pozorni, da se na razpis prijavite takrat, ko lahko izkažete, da imate v celotnem času te vaše prakse v tujini aktiven status študenta. To je zdaj v bistvu problematično samo v tem trenutku, ko gremo iz enega študijskega leta v drugega. Se pravi, vi zdaj lahko izkažete, da imate status do 30.9. Se pravi, lahko bomo sprejeli pač prijave študentov, ki bojo izkazali, da imajo recimo 54 kreditov narejenih, s čim pač izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik, ali pa pač planirajte to vašo prijavo tako, da se pač vpišete, jaz v bistvu potem preverim, ali imate status v 22-23 in bom potem vašo prijavo tudi potrdila. Izjema so seveda, Urška, pozdravljena, izjema so seveda mladi diplomanti oziroma magistranti ali pa tudi doktoranti, ki se pa morajo nujno prijaviti v času, ko še imajo status oziroma prav še bolj konkretno pred zadnjo študijsko obveznostjo.
in torej za datum zaključka se šteje pač zagovor ali zadnji izpit. Tako da za tiste, ki bi razmišljali v tem trenutku, da bi šli na prakso radi kot mladi diplomanti, pa je res zelo pomembno, da se prijavite, ko status še imate, kar vam potem omogoča, da opravite prakso v enem letu od zaključka študija in pač v upravičenem obdobju trajanja tega razpisa, ki je 30.9.2023. Kar pač nastopi prej. Osnovni pogoji, skratka, praksa je omejena od najmanj mora trajati 2 meseca, največ lahko traja 12 mesecev. Predvideva se, to nam bo Urška potem še kaj več povedala, da bodo prakse omejene nekje morda na 6 mesecev, ker je to odvisno od sredstev, ki jih bo univerza pridobila na tem razpisu, da bi nekako več študentov lahko šlo v tujino. Na kar morate biti še pozorni, predvsem tisti, ki ste bliže mobilni ali morda večkrat mobilni, je, da ne smete biti mobilni v okviru Erasmus programa več kot 12 mesecev na posamezno stopnjo študija. In če ste bili nekateri že tudi na mednarodni kreditni mobilnosti, tudi ta šteje v to, ker je to vse programe Erasmusa. Torej, to si lahko izračunate. Mora vam ostati najmanj 2 meseca, kar je minimum za praktično usposabljanje v tujini. Novost je tudi to, da je mogoča že mobilnost tudi že v prvem letniku prve stopnje. To prej ni bilo mogoče. Minimalen obseg dela, ki ga morate izkazati na študijskem sporazumu za prakso, je 25 ur na teden. Ni pa nujno, da je to delo razporejeno po 5 ur na dan, recimo skozi teden. Lahko imate različno dinamiko, ampak to je nekako minimum, ki se zahteva, da izkažete na študijskem sporazumu. Sodelujoče države so programske države Erasmus programa in to so poleg članic Evropske unije še Islandija, Lichtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Torej, vi ste upravičeni in lahko iščete prakso v katerikoli od teh programskih držav. Skratka, prijave potekajo preko Visa. Mi gledamo te prijave, pravzaprav preverimo vsak dan in jih enkrat tedensko, praviloma ob petkih, oddamo na univerzo. Tako da računajte, da se prijavite en mesec pred vašim predvidenim začetkom prakse. Potem dobite strani univerze navodila za oddajo spletne prijave za finančno pomoč. In to morate popolno oddati vsaj 10 delovnih dni pred začetkom mobilnosti. To je res zelo pomembno zato, da imate potem lahko izplačano vašo Erasmus finančno pomoč pred samim odhodom v tujino. In tukaj se naša univerza tega res zelo drži, da res greste sredstvi že v tujino in v bistvu zato morate pa poskrbeti, da ste pač 10 dni pred vašim odhodom v tujino, pač tudi vse, kar je potrebno, naložili v spletno prijavo. Izplačilo se izvede v dinamiki 80% celotnega zneska dobite pred odhodom, preostanek pa po povratku glede na dejanske dneve mobilnosti, kot jih boste imeli potrjene na tistem tretjem delu študijskega sporazuma za prakso, tisti del, ki se imenuje After the Mobility. Na podlagi teh dnevov potem pač ta mobility tool, ali kako se mu reče, pač izračuna vašo dejansko pač to Erasmus finančno pomoč in vkolikor pač ste bili, kot ste planirali, načeloma potem dobite še poračun po povratku nazaj, če ste bili pa manj, potem se pa pač odšteje od te, pač dobite toliko, kolikor dni ste bili še v tujini. Ker mi govorimo sicer o mesečnih zneskih, vendar ta aplikacija potem dejansko izračuna mobilnost na dejanske dneve, ki ste jih preživeli v tujini. Zdaj, v letu letošnjem je
sta določene pač dražje države in države z nižjimi bivalnimi stroški, tako da lahko računate pač za države tukaj Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg in tako naprej je po 750 evrov na mesec in države z nižjimi bivalnimi stroški boste dobili 690 evrov na mesec. In v ta znesek je pač že tudi vključeni teh 150 evrov na mesec, za kolikor je štipendija, mislim pač ta finančna pomoč Erasmus, višja od Erasmusa za študijsko mobilnost. Potem je tu še dodatek Erasmus finančni pomoči, to so v bistvu, kako bi jaz rekla, sredstva iz proračuna. Višina za 22 še ni znana, lansko leto je bila, vidite, 67,76 na mesec. Zdaj vam tukaj ni treba skrbeti, v bistvu vi, ko se boste prijavljali za Erasmus finančno pomoč, se boste z eno prijavo prijavili za vse te različne finančne pomoči, ki vam pripadajo, ima pa pač ta dodatek še neke dodatne pogoje in to je pač, da je vezan na državljanstvo oziroma te druge statuse, ki vam še omogočajo, da ste upravičeni do te finančne pomoči, torej da bivate neprekinjeno 5 let v Sloveniji ali pa da ste državljan tretje države in imate status rezidenta za daljši čas in še te pač ostale pogoje. Tako da o tem boste obveščeni ob sami prijavi in vam ni treba skrbeti, da se treba potem prijavljati 2-krat ali pa 3-krat, to vse uredite z eno prijavo. Potem je tukaj še dodatek za študentke in študente iz okolij z manj priložnostmi. Višina tega dodatka bo znašala 250 evrov na mesec, torej to se prišteje k tisti osnovni Erasmus finančni pomoči. Pogoji za upravičenosti do tega dodatka so pa ali pač tukaj navedeni, torej ali prejmete državno štipendijo, ali ste član družine oziroma ali imate morda sami odločbo Centra za socialno delo, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ali imate odločbo za prilagoditev invalidnost, ali prihajate iz enostarševske rejniške družine, ali ste predstavnik romske skupnosti, ali pač nudi Slovenija vam mednarodno zaščito. Novost novega Erasmusa je tudi dodatek za zeleno potovanje. Ta bo v višini 50 evrov in to bo enkratni znesek, ki pa vam bo res nakazan po zaključku mobilnosti, ko boste tudi izkazali z ustreznim dokazilom, da ste res potovali zeleno. To pa pomeni, da boste v kraj mobilnosti in nazaj večinski del potovanja opravili s skupinskimi prevoznimi sredstvi, torej avtobus, vlak, lahko so tudi pač te skupinski prevozi, vendar na destinacijo, ne samo do letališča. In vkolikor boste zaradi tega zelenega potovanja na destinacijo potovali dalj časa, ste upravičeni, da ste dodatno financirani še največ 4 dni. Torej, ne vem, če bi šli, rečem na pamet, z vlakom do Madrida, verjetno, ne bi bili upravičeni do dodatnih financiranih dni, predložiti bi pa morali karto za vlak v obe smeri. Potem študenti s posebnimi potrebami bodo dobili še poseben, mislim, vsi prijavljeni dobite potem še posebno obvestilo in vkolikor bi potrebovali še dodatna sredstva zaradi različnih prilagoditev, ki jih potrebujete, da bi vašo planirano mobilnost izvedli, potem res individualno zaprosite, ovrednotite vsa sredstva, zaprosite na univerzo in potem pač na podlagi odobritve strani nacionalne agencije lahko pridobite za izvedbo mobilnosti še dodatna sredstva. Vsi študentje, ki odhajate na prakso, boste še vedno morali narediti OLS jezikovni preizkus, ki je na voljo pač v večini jezikov.
to ni pogoj za samo izvedbo potem tega vašega dela v tujini. Gre bolj za to, da nekako se tako kontinuirano spremlja, koliko te vaše izmenjave doprinesejo k znanju jezika, k izboljšanju znanja jezika in v bistvu naredite ta preizkus pred samo mobilnostjo in potem še, ko pridete nazaj. Kot rečeno, pa ni to pogoj, da se same te mobilnosti udeležite, dobite tako imenovano licenco, to vam pošlje potem Urška, izpolnite ta jezikovni test, skratka, je obvezno za vse udeležence Erasmus programa. Tole samo majčkeno, da vas opozorim, si pa predstavljate, kaj pomeni, ko greste na izmenjavo, se morda počutite takole, potem kdaj vmes takole in na koncu je težko oditi domov oziroma boste razmišljali, da bi rajše mogoče ostali in šli mogoče še na kakšno izmenjavo. No, psihologi, ki so se ukvarjali s temi zadevami, so pravzaprav naredili, da to gre v obliki črke dvojni V, da imate v bistvu tudi, ko pridete nazaj, prav tako še eno krivuljo, v počutju vam se zgodi veliko novih stvari, pridete v domače okolje nazaj, tukaj vse je nekako enako, ali pa upamo, da bo enako, se zdaj bilo kar dosti nepredvidenih stvari. Pravzaprav, če se vam dogajajo take stvari, to je samo mogoče kot neko tako opozorilo, da so normalne, da pač spremenite okolje, spremenite družbeno mrežo, najdete se nekje v drugi državi in da mogoče, ko greste na prakso, je še malce drugače, ker ni tako organiziranega tega Erasmus življenja kot pri študijskih izmenjavah, ste res bolj vpeti v neko delovno okolje in je izkušnja mogoče še malčkeno drugačna, čeravno kot študentje na Erasmus mobilnosti za prakso se prav tako lahko vključujete aktivnosti, ki jih pač ponujajo različne Erasmus sekcije, ki so delujoče v večini pač mest po Evropi. Ko pridete domov, nikakor ne pozabite, da imate še obveznosti, predvsem do univerze, da morate zaključiti vašo dokumentacijo v spletni aplikaciji za poročanje, se pravi naložiti še te zahtevane dokumente, da vam lahko poračunajo štipendijo. Velja tudi, da lahko prakso uveljavljate tudi kot kredite, če pač vaš matični oddelek presodi, da pač ta vsebina ustreza učnemu načrtu prakse na vašem študijskem programu in se vam pač ta praksa lahko prizna. Možno je pa tudi, da se vam prizna lahko praksa kot zunanji izbirni predmet. Če boste prakso uveljavljali za kredite, potem enako, kot če bi šli za študijsko izmenjavo, vzporedno s tem naredite še interni obrazec za študijski sporazum, da se ve, da se vam bo praksa priznala in ko pridete nazaj potrdilo o priznavanju in se vam potem ta praksa dejansko tudi vpiše v vaš elektronski indeks. Glede tega se lahko pozanimate pri vašem oddelčnem koordinatorju oziroma tudi pogledate, kakšne imate študijske programe in v bistvu ali bi to prakso, glede na vsebino, ki jo boste dela, ki ga boste upravljali, lahko pač uveljavljate za kreditne točke. Zakaj na Erasmus? Pač v nekih teh res raziskavah, ki so jih delali med mladimi, ki so bile razlike med temi, ki so šli na Erasmus, kar velike. Iz te izkušnje vam prinesejo torej ne samo dobrobit v študijskem smislu, ampak tudi v tem, da si pridobite tako imenovane mehke spretnosti, da izkažete, da pač ste mobilni, da lahko delate v medkulturnem okolju, da lahko rešujete probleme, da se znajdete, da ste bolj agilni, da ste sposobni urediti dokumentacijo od začetka do konca,
Torej, stvari, na katere morda ne pomislite na prvi trenutek, vendar ko boste iskali potem zaposlitev naprej, boste v bistvu ugotovili, da vam je tudi ta Erasmus izkušnja dala nekih čisto konkretnih izkušenj, ki jih boste lahko uporabili potem tudi na vaši potem kasnejši poklicni poti. Zakaj še Erasmus? Ker pri Erasmusu niste sami, tukaj vseeno imate podporno mrežo. Podporno mrežo, ki je sestavljena pač iz nas, ki to delamo, v mednarodni pisarni, vaših koordinatorjev na oddelku, moje kolegice Urške Ravnost na univerzi, in vkolikor pride do kakršnekoli zagate, smo vedno tisti, na katere se lahko pač obrnete, in vam pomagamo. Torej, karkoli se vam bi zgodilo vmes med samo prakso ali karkoli, smo tukaj, zato nas lahko kontaktirate, vam pomagamo, probamo najti najboljšo rešitev. Skratka, ko ste na Erasmus izmenjavi, ste vseeno v neki podporni mreži, in je mogoče malo lažje pridobivati izkušnje na ta način. Torej, skratka, vse te dobrobiti, zakaj na Erasmus, so tudi te mehke veščine, ki jih pridobite, poleg tega pač konkretnega, ker pač se pogovarjamo v praksi, že tudi nekih konkretnih delovnih izkušenj. Kako poiskati prakso? Tukaj vam bi jaz zelo toplo priporočala, naši karierni centri periodično delajo delavnice za iskanje prakse v tujini. Njihova komunikacija v glavnem poteka preko tega portala Popar, v katerega se prijavite, in to delavnico vam res toplo priporočam. Kolegica Tamara Boh iz kariernih centrov na univerzi, ki te delavnice vodi, res vas tako lepo pelje čez stvari, na katere morate misliti, ko recimo se lotite iskanja praks v tujini. Imajo tudi delavnico, kako pripraviti CV za tujega delodajalca. Skratka, toplo priporočam, da se nekako opolnomočite z obiskom teh delavnic, ker so res fajn. Na spletni strani univerze pod službo za mednarodno sodelovanje, če boste šli pod prakso, imate pa tudi dejansko en link, kjer so že zbrane različne platforme, preko katerih lahko iščete prakso. Neke so po državah, potem obstaja ta neka velika platforma Erasmus Trainship, tako da so že neke spletne strani, ki vam to prakso pomagajo poiskati. Na kar bi vas še morda opozorila je, pojavlja se tudi veliko nekih posredniških organizacij. Premislite, če potrebujete to plačevati, to uslugo, ali si lahko najdete prakso brez tega, da nekomu plačate še neko vsoto za posredovanje. Tako da načeloma nismo imeli veliko slabih izkušenj, kakšna je že bila, ampak vseeno previdnost velja. Kako še se predstaviti delodajalcu? Vi pravzaprav pridete v tujino, vi ste za tujega delodajalca, pravzaprav, kako bi rekli, za njih pravzaprav ne predstavljate finančnega bremena. Pomislite, v čem ste dobri in v čem bi lahko doprinesli pač bodočemu delodajalcu. Naredite si neke take oporne točke, kaj bi radi delali in kje se morda vidite, in potem lahko tudi direktno kontaktirate bodoče delodajalce. Veleposlaništva Slovenije v tujini zelo radi jemljejo študente na Erasmus prakso. Potem študentje slovenščine gredo na naše lektorate v tujino in so kot dodatna pomoč na lektoratu. Skratka, ne vem, študent klasične filologije se je ponujal v arhivu, ker je znal super iti latinsko in jim je tam lahko pomagal pri arhivskem delu. Tako da pomislite, kje so tiste vaše dodane vrednosti, in res razmišljate, da gre za neko izkušnjo, ki vam bo potem tudi v bodočem življenju lahko pomagala pri iskanju potem zaposlitve naprej.
Letos sem imela nesrečo, tako da sta mi 2 študenta, ki bi morala predstavljati svojo prakso, odpovedala, da so se jima druge stvari prikrižale, načrte. Se pa spomnim ene par let nazaj, da mi je veliko teh Erasmus študentov odgovorilo, da bi prišli na naš informativni dan, vendar da so podaljšali uredno zaposlitev v tujini. Tako da tudi to izkušnjo imamo, da so nekateri študenti bili res zadovoljni s temi praksami in tudi pač njihovi delodajalci in so tudi podaljšali pač v neko zaposlitev v tujini, to svojo izkušnjo. Tako da praksa absolutno da, razpis je odprt do porabe sredstev, zdaj lahko razmišljate, kako se lotite tega, kdaj bi bil pač za vas v okviru vašega študijskega procesa, to je najbolj primeren trenutek, da bi to prakso opravljali. Bo seveda ta razpis odvisen od sredstev, ki jih bo pridobila univerza, to bo mogoče Urška na koncu še kaj rekla na to temo, ampak vsaj nekaj časa pa bo sigurno odprt, tako da tudi ni treba zdaj pač, če razmišljate o praksi, začetek naslednjega študijskega leta, sigurno bodo sredstva takrat še na voljo. Torej, Urška Ravnik je kontaktna oseba za prakse na ravni univerze, institucionalni koordinator v službi za mednarodno sodelovanje je gospa Bibi Ovaska, oddelčni koordinator, torej to je ta oziroma koordinatorica je profesorica, ki vam bo na oddelku potrdila vaš študijski sporazum za prakso, in fakultetni koordinator sem jaz, tudi za vsa vprašanja, ki jih imate, mora biti smo dosegljivi sedaj tudi že v živo, po telefonu, po elektronski pošti, skratka, katerokoli vprašanje se vam porodi, se kar obrnite na nas. Jaz bi samo še opozorila, da je v bistvu odprt še razpis za Erasmus kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov, če je slučajno še kakšen doktorski študent med nami in ta ima upravičeno obdobje do konca tega študijskega leta in je tudi objavljen na naši spletni strani. Tako, to bi bilo z moje strani en tak kratek pregled čez prakso. Zdaj, glede na to, da nas ni veliko, bi mogoče jaz prosila, da pač lahko tudi dvignete roko in zastavite vprašanje, ali pa če napišete v chat, kar vam je bolj prijetno, lažje, skratka. Anja, lahko samo eno dopolnilo? Lep pozdrav tudi moje strani, se opravičujem za krajšo zamudo zaradi tehničnih težav, ampak govorila si prej o predstavitvah, mogoče o izkušnjah študentov, naj povem, da tudi kar nekaj izkušenj izbranih na naši spletni strani, podprtih tudi s kakšno fotografijo študentov, tako da tudi tam lahko dobijo študenti informacije iz prve roke, ker v bistvu to so nekakve informacije, ki jim je za zaupati, ker so v bistvu študente, ki so dali to izkušnjo že čez. Pa kar se tiče te delavnice, ki si jo tudi omenila za iskanje praks, naslednja se načrtuje 2. junija, da sva se glih danes s Tamaro dogovorile, tako da nekako si lahko planirate tisti, ki vas zanima. Bo pa še v naslednjem tednu, konec maja, to se objavljeno preko članic oziroma na tem portalu Poparno. Kot dodatno informacijo, če komu prav pride. Hvala. Ja, ta delavnica je res super, tako da če razmišljate o praksi, se vam splača pač udeležiti in vas res kolegica Tamara Boklo popelje čez na to, kaj morate biti pozorni in o čem razmišljati, tudi za v bodoče, ne samo za konkretno pač to Erasmus prakso. Mogoče še Urška, ker si tukaj, skratka, morda nas samo obvesti, kdaj bo
predvideno znano, s kolikšnimi sredstvi bo univerza razpolagala, da študentje bodo vedeli, recimo, kako. Ja, zdaj zaenkrat imamo obljubo strani Nacionalne agencije, da ne bi bilo to pač po 20. maju, se pravi, tudi takrat načrtujemo potem odprtje spletne prijave za tiste, ki ste že oddali prijavo, imamo že vse vnešeno, ampak dejansko ne moramo odpreti, preden niso pač finančni pogoji potrjeni. Zdaj, kot je že Anja omenila, finančno pomoč bomo skoraj zagotovo morali v tem pač v okviru tega razpisa omejiti. Nekje predvidevamo na 6 mesecev, ker to je manj kot 6 mesecev zagotovo ne, ker to je doba, ki je nekateri rabijo v bistvu za obvezno prakso, da potem v bistvu je priznana za opravljanje strokovnega izpita, to gre predvsem za mogoče študente pedagoških usmeritev. Če pa bo sredstev morda več kot načrtujemo, pa tudi daljše obdobje. Zdaj zadnje 4 leta je bilo pač brez omejitev, se pravi, se lahko študenti izkoristili do 12 mesecev, letos pa, kot predvidevamo, žal ne bo tako, ampak je pa dejstvo, da prav v okviru tega novega razpisa se je pač finančna pomoč za študente, tako kot za študij, kot za prakso, konkretno dvignila. Zdaj, če v bistvu ste potem še upravičenci za te dodatke, štipendija lahko znese tudi čez 1000 evrov na mesec, kar je pa zelo lep znesek in mogoče tudi ob racionalnem ravnanju ta potem zadošča tudi za daljše obdobje kot za tisto, kot vam je odobrena štipendija, sem tukaj malo tolažba, tako da v preteklih letih mislim, da je bilo okrog od 450 do 650, zdaj so pa te dodatki, ker se pač ne izključujejo več dodatek za prakso in dodatek za vključenost oziroma za socialno šibkejše študente, če v bistvu vse to skupaj seštejete, res tak konkreten znesek štipendije, s katerim mislim, da se da preživeti v večini tujih držav. Zdaj Velika Britanija je v tem razpisu izključena, mogoče tudi to za poudariti, če bo možnost, bomo za Veliko Britanijo in Švico izvedli dodaten razpis, drugače pa mogoče z izjemo kakšnih skandinavskih držav bi ta znesek, ki ga boste prejeli, moral zadostovati nekako za bivanje v tujini. Je pa tudi dejstvo tako, da zdaj v nekaterih državah je že zakonsko določeno, da mora biti Erasmus praksa tudi plačana, se pravi, da študenti, ki delate, morate dobiti plačilo in ta se ne izključuje z Erasmus štipendijo, tako da če v bistvu poleg štipendije dobite še plačilo, je potem še nekako lažje pokriti vse te stroške v tujini. Imamo vprašanje Aleksandre Kanski s prekrivanjem študija. Do prekrivanja ne sme priti. Vi morate končati eno mobilnost, da lahko začnete drugo mobilnost. A ne? Tako da, a ne, Urška? Ja, tako v bistvu morate dejansko tudi zaključiti, bom rekla, saj za to študijsko izmenjavo, kaj boste naredila, morate vsaj nekako potrdilo o potrjenem terminu izmenjave, zato da mi vemo, koliko je še tistih preostalih dni, ki vam jih preostane za drugo mobilnost, in nikakor ne sme priti do prekrivanja, ker bi šlo potem v tem primeru za dvojno financiranje, kar je pa seveda proti pravilom razpisa. V vašem primeru, če imate še financiranje do 30.6. za študijsko izmenjavo, potem bi morali recimo s prakso začeti da zaključite vse zahtevano za študijsko izmenjavo v spletni aplikaciji in potem vsaj 5 dni vmes, da uredite dokumentacijo, ne, Urška, po naših izkušnjah. Preden začnete s prakso. Tako, praviloma je 10 dni, ampak v takih primerih gremo na roko študentom in res urgiramo zelo hitro, tako da nekako v bistvu moramo izplačati ta drugi obrok za študijsko izmenjavo in seveda prvi obrok pred začetkom prakse, zato svetujemo vsaj 5 delovnih dni, da si načrtuje tak mini break med obema mobilnostima. Tako da vaša prijava je že bila posredovana univerzi, Aleksandra, ampak vi morate v bistvu planirati začetek prakse z ustreznim datumom, glede na to, kako boste zaključili vašo študijsko mobilnost, absolutno. Do prekrivanja pa absolutno ne sme priti, ne.
Če kakšno vprašanje? Mogoče samo dopolnilo, no? Aleksandra je še napisala, če to pomeni avtomatsko sprejetje, ne? Potrditev financiranja oziroma pač prejema finančne pomoči Erasmus je, ko vi oddate spletno prijavo, ker v spletno prijavo boste oddali v bistvu vse dokumente, ki dokazujejo, da izpolnjujete razpisne pogoje, ne? Tako da, kot rečeno, pa spletno prijavo imamo namen odprt takoj, ko dobimo pač sklep o dodeljenih sredstvih, najkasneje v zadnjem tednu maja, ne, se pravi enkrat po 20. in 22. maju, no, tako da boste imeli dovolj časa in tudi mi se bomo seveda takrat angažirali, da bojo te pogodbe ekspresno izdane in pa seveda tudi izplačane, ne. Zdaj mogoče samo nasvet ostalim, ki ste še tukaj z nami, če bi zdaj planirali prakso, jo planirate ali v tem študijskem letu še, ali pa potem v naslednjem, ko boste izkazali, da imate spet status študenta, a ne, torej, če, ne vem, jo planirate tam nekje od srede oktobra naprej, oziroma pač, ko se vpišete, ko imate urejen vpis v višji letnik, ali pa vsaj teh 54 kreditov, lahko oddate tudi prek VIS-a prijavo za prakso, če bi šli pač radi že zelo hitro, potem bomo pač kakšno stvar tudi individualno reševali, če bo pač treba, bo razvidno, a ne, kakšen je vaš status. Velja, če smo vam vse odgovorili, potem se vam res lepo zahvaljujem se tudi Urški, tudi naši Tjaši, ki je skrbela za snemanje, Mariji, ki se je udeležila, tako, objavili bomo to na spletni strani, tako da si lahko še enkrat ogledate, če se vam porodijo kakršnakoli vprašanja, smo vam pa na voljo, kot rečeno, zelo smo veseli tudi fizično, in pač po vseh ostalih naših poteh, po katerih nas dobite. Najlepša hvala za čas, ki ste si ga vzeli in bili z nami. Lep pozdrav. Hvala vam. Pozdrav.